Tole so 8, ne morem, ni mi rad, tole so 8 glave. Danes je 1. julij 2013, ura je 9:30 zvečer. To je podcast za legitimno preživljanje prostega časa. Je res pižama. Tako je, o serijah, knjigah, filmih in Bilu Pullmanu. In Bilu Pullmanu, to je treba povedati. Zdaj pa, danes je special edition, že spet se bomo pogovarjali o Igri prestolov. Rekel sem pogovarjal zato, ker nas je kle 17. Zdaj pa povej, kdo so te 17 ljudi, ki so z nama. Teh 17 ljudi, poleg naju, so vsi, ki so sodelovali do zdaj v preteklih pogovorih v glavah o Igri prestolov. Se pravi, tukaj je Bokin Akbar, tukaj je Matevž Luzer in tukaj je Marko Hladnik. Kako pa zdaj oni živijo reči? Ker vsi živijo reči, da bomo videli, kaj se zgodi. Živijo. Ratalje. Danes je plan, da v bistvu se najbolj osredotočimo na celotno tretjo sezono Igre prestolov in imamo nek kvazi game plan naštiman, in bomo v bistvu začeli tako, da bo vsak od nas povedal, kjer storyline oziroma kjer lik mu bo to sezono najbolj všeč. Pa gremo en pravilo, da bom jaz na čisto random določil vrstni red in če ga je človek pred tabo že izbral ta lik, ga nimaš več pravice povedati, tako da si moraš enega drugega spomniti. Tako, to je pressing zdaj. Ja, lej, tako je, to je high pressure pa to je, lej, to so glave. Naprej, ne. Ja, tako da začeli bomo pa kaj, Adamo Bokijo, ki je ta zadano leto, da ne začne, ne ti. Ne, bomo dali Mareta. Mare, zdaj pa ti, ki si do obisti v Igri prestolov, povej, najljubši lik oziroma najljubši storyline v tretji sezoni. Ja, zdaj to bo lahko izbirano, ampak Daenerys, ker je bila res močna štorija v tej sezoni, sploh v primerjavi z lansko, ki je bila mogoče malo bolj šibka. Ampak ja, mislim, da so tudi najbolj zadel, največji dramatični trenutek iz knjige ga dobro prevedli v to filmsko TV govorico, tako da sem letos res užival v njeni zgodbi. Pa si dejansko čakal na Daenerys, ki se ona pojavi, ne? Ja, pač ne, sej uživam v vsem, ampak sploh v prvem delu sezone so bile vse scene izjemne, no. In tudi vedel sem, da moram počakati na 4. epizodo, da se tam dogaja nekaj odličnega in smo tudi že sumili, kaj bo to, ne. Ampak ni razočaralo, sploh ne. Je bilo res na nivoju. No, zdaj pa povej kar, kaj je bilo to 4. sezono. Danes smo itak rekli, da spoilerje za to sezono mirno, pač lahko povemo, kar čmo. Ja, se pravi, zdaj bomo obnavljali zgodbo nekako. Dobro, ja, mislim, najboljše je bilo pač njena pridobitev vojske, se pravi, ko je osvobodila oziroma kupila kvazi te sužnje in lepo spražila njihovega lastnika. Pač to je bilo... Tle moramo Dan Hildebrand, on je genialno tega Kraznisa. Izjemna mala vloga, ki jo res pozdignil do enega visokega nivoja. Tak, ta prav mešetar je bil in dobro odigral se. Bil komot župan kakšnega slovenskega velikega mesta. A do manjšega mesta, se prosi, da se sejem, ja, pri nas ni take. Ampak ja, pol ti si pač fan unga Drakaris momenta, ne? Je gotovo, ta je v celi sezoni mi je najmočnejši bil. Okay. Kaj pa potem, kakšna se ti zdela ta potem naslednji liki, ki so upadli v to zgodbo, se pravi predvsem Dario Naharis, oziroma kot bi rekla centrifuzija, Dario Naharis. Človek z ličnicami, kaj smo že takrat rekli? Z ličnicami, ja. Recimo to, da on ni tak kot... On je čist kontra te filmski pojavi, ne? Ja, vizualno kontra knjižni pojavi, kjer je model z zlatim zobom, velikanskimi brki, tako ribič Pepe mu jih zavida, trirogelno brado, pobarvano v sinje modro. A bi vizualno sploh tak klik, bi ga lahko kdo resno jemal? Po moje, da ne. Tudi niso ostali liki z katerega mesta je on. No, v glavnem, niso nekak svobodnih mest. Ne, imajo tako neki tazga. Trdo pa ne bom. Tako, mislim, tam imajo to kulturo barvanja brat in las in vsega tega in tega pač prej niso vzpostavili tudi po moje zaradi istega razloga, da to ne bi delovalo na TV-ju. Za
za tak pomemben lik pa sploh ne. Tako da, kot si rekel, ja, ne bi ga jemali resno. Se pravi, vizualno so ga spremenili, ampak po karakterju je pa tak, kot mora biti. No. Tudi lepi detajli te nage ženske na bodalu oziroma na tem kratkem meču, ki ga nosi. To je tudi lepo pobrano iz knjige. Se pravi, zame so zadel tega Darjeta. Ja. Ena teorija je bila, ne vem kdo je, mislim, da je pa na Winter is Coming, tako je napisano, ampak mi je bila taka huda, ker se je sicer vedel, da se ne bo to zgodilo, ampak da bi naredili pač, ker zdaj že vidimo, da Daenerys majhen pada za tega Darjota, ne, mi bomo že kakšna pisanca po zmalčkih pošiljala, bi hodil z mano, da ne mogoče obkroži. Ampak da bi bilo, da bi dejansko naredili, da bi ga Jason Momoa prišel igrati, ne. Da bi, pač čist drug klik, ampak tako, da se, ampak bi bilo tako po svoje zanimivo, ampak sicer vprašanje, kako bi funkcioniralo, ne pa se, ampak Jasona bi bilo dobro videti. Ja, ali pa ti bi lahko leto, brado imaš, ja, na 3 dele, na plavo se pofarbaš, Darjo. To je to. Evo, manjkajočo 6 pozadje si dam pa. Pozlati. Ja, mislim, dobra teorija. Tudi malo je na tem, da je verjetno Dani je padla nanj, zato ker jo malo spominja na Drogota. Pa še ena stvar je, da je HBO to že naredil, se pravi, poklical nazaj istega igralca v drugi vlogi. To so delali. Na Deadwoodu sta 2 taka. Ja, da so se pojavili, to pa še celo 2, ja. Aha, ok. Kva, Daenerys? Naslednji Boki, tako je v želeno. Z lahkoto Tion, ker mi gre najbolj živce in sem živo, da je bil celo sezono. Wow, to pa je zorni kot. Ja. A pol ti si dejansko bil eno od njih, ki mu je bilo všeč, da je bilo vsako epizodo par scen, ko je na križu visel in... Ne všeč, no, mislim, da všeč. Ja. Tako mi rekel, no, da sem bil na pol na hec, na pol resen, ampak ja, recimo ni mi bilo všeč, ko se je Tion v bistvu obrnil proti Starkovima, ne že v preteklosti in mi nekako se mi je verjelo prav, da je dobil tisto, kar mu gre, tako rečejo. Veš, in ja, sej, da Beden verjetno ne bi rad bil v njegovi koži. Ja, kakor jo je še, ja. Ja, ampak, ja, no. Dejansko pa meni se zdi manj svoje lastne kože trenutno, kakor Miša Mavk. Ja. Ja, ampak je pa bilo, mislim, jaz knjig bral nisem, ne, in ne še, vsaj. In se mi zdi zanimivo, da bo zdaj ta njegova zgodba vseeno bolj te Greyjoye zraven potegnila, se mi zdi, da ta družina po svoje zanimiva. Ni bilo dosto njih rečeno do zdaj, vsaj v nadaljevankah, ne, oziroma epizodah teh do zdaj in sezonah in sigurno glede na to, da je njegova sestra Jara, ali kaj, ne, da pridemo pomagati, bo to na nek način zanimivo. Je pa on bil meni en bolj negativnih likov in na momente sem užival, čeprav ono s klobaso ni bilo jih najboljšno. Link moramo da do našega filmčka, ne, to se mi stavlja. Če daš link, mene ven zreži, ker je posem lahko basket kariero zaključil, če bi na klobaso. Ne, se rejo, to je meni dosti zanimivo, zato ker meni tudi ta cela Greyjoy linija, ne, me itak že tako iz knjig intrigira, ne, pa mi je v bistvu fajn slišati, da eden, ki še ni bral, da je isto zahaklal, no. No, dosti se mi je vleklo to vse skozi sezono, ker on je v bistvu res, če se ne motim, no, popravite me, če se motim, ampak večji del sezone je on preživel na tistem X-u, križu, ne. Ja, več ali manj, ja. Ja, kar je na začetku pobegnil, ja, ne, ker ja, no, pobegnil na to, nekaj, ampak drugače ja, pa tam, ja. Ne, ker to se je face vleklo, no, in vedno je bilo isto, vedno je bil tam neki, vedno so ga mučili, oziroma ga je mučil, ne, Boltonov, kaj je že bil, Bester Son, ne, ja, Punkert, tako da, po neki čudni strani, po neki čudni poti mu želim, da nekako tudi on, njegov lik malo zraste zdaj ven. Se pravi, ne vem, zdaj glede na to, da mu ima nov nickname, se pravi Rick oziroma Pižama, kako se prevede v slovenščino to? To je Njuh, to je Branko prevedel v drugi knjigi. Njuh, vse dobro, Njuh je v redu. Ja. Ja, no, je veliko rim na Njuh. Bomo videli, kaj bo ven z tega. No. Tako da ja, bom zanimanjem spremljal njegov lik, kako se bo naprej razvijal. No. Sploh zdaj, ko je malo lažji med nogami.
Malo lažji med nogami. Ja, to je malo več. Mislim, da imamo naslov. Ja, mislim, da imamo naslov, smo jih kar dobili. Malo lažji med nogami. Wow. Ok, pa zdaj gremo še na Matevža. Ti povej. Ja, Jamie Lannister. Okay. Mama se oža krok, ne? Ja. Moj še ne. Še ne, ok. Ne, to smo že zanjič, ko sem bil jaz na tej epizodi na glavah, smo lihlo o Jamiju največ govorili. Mislim, da je to en redkih primerov, v bistvu tudi nasploh, tudi v knjigih, se mi zdi, ali pa v serijah, pa sploh, ali pa filmih, da je nek lik, ki se ti je ugaben na začetku, tako vsaj v prvi sezoni, in dejansko, da te pol ustvarjalci pripeljajo do tega, da ti začneš čustvati z njim. In hkrati to, da tudi pozabiš, koliko je on bad guy. In to me je čist fasciniralo. To smo se tudi takrat že vmes pogovarjali, da je dejansko, so te pripeljali, mislim, da si skoraj pozabil, da je kako 8-letnega otroka prinul čez okn, kar je res uspeh. Pa ne glede na to, da so 2 leta vmes, ampak dejansko človek ne bi smel pozabiti, da v bistvu... Zima prihaja, veš, Starkovi obletavajo. Meni osebno je v bistvu, če je bila prva sezona bolj o Starkih, pa o tem staremu Starku, ki so ga obglavili, pa druga bolj v malem Lannisterju, Tyrionu, je zdaj v bistvu Jamie, se mi zdi najbolj tako bila prisotna ta cela sezona. Mogoče še več od Khaleesi. Čeprav Khaleesi imela tudi močen storyline. Bolj kot drugi. Ne? Ja, pa še tako je, da tam Jamie pa Brienne potujeta. V bistvu sta tako en tak vezen del med King's Landingom pa vse, kar se na severu dogaja. Kar malo pozabiš, da vmes še celo nekaj je, da že spet vidiš, da niso čisto sosedi te ljudje. Živijo 5 metrov narazen. Pa tudi en dejanski odnos tam med sabo. Mislim, tudi njun odnos med tem potovanjem se v bistvu iz kilometra v kilometer se je bogatil. Pa je neko zaupanje prišlo in tudi v bistvu na konci tudi Jamie za njo veliko naredil. Tako da mene je on to fasciniral in ko so mu odsekali roko, sem rekel, to je ta, zdaj me pa zanima naprej. To zdaj smo kaj sadističen krožek. Ja. Mislim, takem glumcu, ki tako zgleda, ponavadi ne odsekajo roke. To je dosti res. Saj tudi Seanu Beanu ne odsekajo glave, skoraj kjer. Vse posod. Sean Bean zmeram umre. To je jasno. Znal sem enega mafica igral, pa mislim, da tam celo preživi, mogoče zato, ker 2 vloge igra, pa dvomam, da bi oba umrla do konca. Ampak nisem zdržal do konca. Čeprav pri njemu ni, pri Jamieju je bil to en tak zanimiv košček podatka, to bo Marko se tudi spomnil, da ko so objavili, da bo Jamie igral, da bo Nikolaj Coster-Waldau igral Jamie Lannister, je bil pogrom zaradi tega, ker ima prevelik nos. To je bilo. To je bilo prevelik nos. Na to se bomo vrnili potem, ko imamo par novic iz nove sezone. Ki je že spet ful stvari narobe, pa nič ni narobe. Ampak, pižama, mislim, da si ti. Ja, jaz sem pa rekel, čistko, zdaj, ko so že te hude pobrali, ampak nisem, jaz sem tako, ko sem gruto kjeral teh zgodb, je bila recimo zelo všeč, je itak Arya. Zakaj? Predvsem zaradi tega, ker je in ona kot lik se zdaj počas razvija, gre naprej, videli smo jo pač spet na koncu v tem 9. delu je priča in potem 10. je priča pravzaprav še nadaljnjem propadu svoje družine, videla je, kako se je očeta obglavala, zdaj je bila tik pred tem, da bi se združila z materjo in bratom in ona dva zgubita glave in propade to in kako ta bes v njej narašča. Se pravi, iz tega, ker je v drugi sezoni bilo, ker se je začela ta njena molitev z imeni, do tega, da pride, da zdaj pa, ko v zadnjem delu sreča tiste Frejove može, kako se hvalisajo, kako so oni njenega brata nabijali gor na kol oziroma na tistega kona in glavo volča zraven, z neko tako finto, kako jih dobi in jih ubije, ampak
Tudi vsi liki, ki njeno zgodbo obkrožajo, se pravi tako pes, ne, ki ga Rory McCann hudo igra, ki je zdaj končno dobil v tej sezoni malo več prostora, da lahko pokaže vse, kar zna. Meni je izredno še zmeraj žal to, da mislim, da je bilo zaradi tega, ker ni imel časa, kako v prvi sezoni neki z snemanjem. To sem slišal eno teorijo, da zaradi tega on ni povedal te svoje lastne zgodbe. Zdaj ne, Marko, moš ti popravo, je to res, ali so pač se preprosto odločili to zgodbo o njem in njegovem bratu, kako je prišlo do teh opeklin na glavi, tam je Mezinček povedal. Recimo to, kam imata ona dva ta odnos, tle spet so ene take usporednice, mogoče spet malo tleka ta Jamie Brienne, ker imamo dva čist kontralika, oba se zdi, kakor da jih nek isto počelo, da jo žene, itak je Arya je čist maščevalna in vse, ampak ker se vidi, kako tudi zdaj že pes, do nje en tak respekt dobiva na koncu in pa seveda tudi ta bratovščina brez bander, s katerimi je ona preživela prvi del 3. sezone, kjer smo imeli tega Torosa iz Mira, ki ga je igral Paul Kay, sicer so ga pstili tako v knjigah, bolj zamorjen že, kaj videl, kaj vse, ampak v bistvu je Alkič, ne? Ja, pač, ne, tam je že streznen, on je bil čas Alkič, zdaj ne več, in kaj že, on zdaj tle že še ima vsak dan ta prelaufa v mini maraton po tej Rugljevi šoli v knjigi. Ti si nor. Ampak ne, tle pa je še zmer tak, ampak mislim, da so čisto prav naredili, da so ga obdržali tazga, da je in zaradi tega, da gre da pokaže to njegov kontrast z Melisandro, kako sta ona dva, kako vsak njuna pot, kako sta prišla v zahodnje in da da Mejhan, ker je vse ta stvar toliko temačna zgodba, da paše videti, kdaj kaj bolj lahkotnega vmes in pa seveda Beric Dondarrion 85 krat ustali, tipka ima kar respawn naštiman na default s pomočjo tega Torosa in je dejansko, tukaj dobimo zdaj majhen ta uvid skozi njih, ki sicer so nekdanji velikaši, ampak to je ta redkih uvidov v neko to, kako navadni ljudje živijo, kako se pravzaprav te, ki niso v gradovih, ki nimajo ogromne vojske za sabo, kako se oni spopadajo zdaj s tem brezvladjem oziroma kaosom, ki je nastal v 7 kraljestvih, kako skušajo se boriti za to, kar je prav in pa potem je bil tudi tak Gendry noter in ta zdaj potem twist, ki ga bralci knjig nismo poznali, ka Melisandra pride pon in to srečanje, tako pač, ker meni je kot enemu, ki knjiga zelo dobro poznam, je zmeri tako zanimivo, kadar stvar zavije nekam po svoje, seveda potem ustvarjalcem skoraj vedno pridajo nazaj na tisto točko, tudi ko se log zaključi tako, kot je bilo v knjigi in je pač fino, zato ker pa tudi jaz ne vem, kaj se bo dogajalo, tako da moj glas za to sezono gre Aryi in bratovščini brez bander, featuring Sandor Clegane. Lahko jaz na tem mestu nekaj vprašam. A je bila kdaj kraljica na prestolu? A je bila? Bila je, Egon je vladal s svojima sestrama, ne, Mare? Ja, to. Pa enkrat je pa ta ples Maji, prva državljanska vojna je bila tudi med bratom in sestro, čeprav sestra ni nikoli pol sedela na prestolu, ampak samo oni so se itak med sabo. Oni so se itak med sabo poročali, ne, tako da vladali so skoraj skup, ne, čeprav verjetno je bilo bolj vse na patriarhalno vse. Ja, moška primogenitura je, tako da zmeri je sin nasledil, ne, tudi če je bila hčerka najstarejša, tako da verjetno. Ja, samo v bistvu. Razen, če so imeli kakšno Marijo Terezijo, da je bila edina, ki je bila hči, pa ni bilo kraljice v uradnih zapisih, kronikah in. Jaz bi tle dal v bistvu tako, ko se začne v prvi sezoni, s tem, ko se ona uči streljati lok in to. V bistvu jaz že od prve sezone sem prepričan, da ona gre po tej poti, da bo nekoč na vrhu, pa da bo ona vodila, če ne drugega, saj Starkovo familijo. Pa ne vem, tako nekako nastavlja dramaturško serija.
Zdaj moraš vedeti tudi za to vprašanje o kraljih in kraljicah, to velja za zadnjih 300 let zgodovine, ne, odkar je ta zmajska linija vladala prej. Je bila se pravi, ena taka, je glih ta Nimerija, ki je prišla dol v Dornijo, ne, s temi svojimi ladjami in vsem, po kateri je tudi ona bila ena taka kraljica, vojskovodja, ki je tudi, po kateri je Arja to svojo Volkuljo poimenovala. Vse to, ja. Pa na drugi strani, pa še zmeraj Kalisi, ki gre v bistvu, ki ima misijo priditi nazaj in dobiti prestol nazaj. Ja, na koncu bo Ice and Fire tako manifest feministični ali pa nekaj. Pač, čez 50 let, veš, ko bojo to gledali nazaj, v bistvu Martin bo čisti feminist in je hotel sam patriarhalno družbo postaviti v koti. To veš, da bo eden nekje napisal na Filofaksu, ampak ja. že čutim diplomsko nalogo. Kje smo sploh, jaz sem wow. Na primerjalnih književnostih. Ja. Pa ej, točki smo Mišo Molko imeli, tako da ne vem, kaj se dogaja. Ja, nič, Anže, kaj pa ti? Ja, zdaj, ker ste res že vse pobrali, ne. Ampak ne, da ste vse pobrali. Jaz na eni točki sem hodil celo na sever zavit, ne, pa mogoče se kaj Johna dotakniti, ampak potem mi ena scena v tej sezoni, ki je morda moja najljubša scena in to je, ki je tudi bila naslov, mislim, da drugih ali tretjih glav, čarovnik po DHL-u ali celo prvih, ne, je pa Varys, ne. Ker človek, ki si da ujet unga, ki ga je kastriral in se ga da pripeljati v škatli nagradne, dobi moj glas, če že imamo ta sadistični krožek. Ne, pa cela ta scena plus un prizor med njemu pa med mezinčkom, med Littlefingerjem, un kaos iza leder in to. Ne. Mislim, da sta imela tako, da on je bil v bistvu zraven pri dveh scenah v celi seriji, ki sta še zdaj z mano, no, tako hladno, pa seveda The Red Wedding, ampak imaš te neke ključne scene, ki se jih spomniš iz vsake sezone, jaz unga DHL čarovnika ne morem pozabiti, ne, in celih ta zadnjih 10 minut, ne, in kjer je epizoda je bila tiske, ta kaos je lesko, 5 ali 6. Ja, tako da to mi toliko v glavi ostaja, da pač zdaj, ki ste pobrali, jaz bi mogoče tudi Arijo skoraj izbral, ampak res, ker sem tako gruntu, to mi takoj pač vam pade, no, v bistvu. Pa jaz mislim, tle treba tudi ne smemo pozabiti na Tyriona pa na Sanso, ne? Tyriona sploh nismo. Ja, sploh nismo še vedeli, ja, to je kar slabo, ja. Tle je tudi zanimivo, ne, to. A naredimo še en krog na hiter, tako, da damo še ostalim šanso, da lahko vse like pokrone. Čeprav jaz sem mislil, da bi eno stvar se moramo pač dotakniti, klemo šli že spet na Bokija mal, ne, pa da gremo pač na Red Wedding, ne. Tudi na Matevža, ker to ni... Ja, ampak hočem sem tako reči, da pač Red Wedding moramo vzeti kot, tako, to je epizoda, ne. Zdaj, karkoli nam je bilo vsem všeč, na eni točki je zmeram Red Wedding, ne. Pa kako smo se lotili žama, povej, iz kjerega zornega kota, šok smo že preživeli, ali ga nismo, ali smo ga. Boki, ja si že preživel, tako te mu vprašam direkt. Ma kje, jaz sem še zelo. Ne, zdaj, ko smo se večkrat pogovarjali, res brez dvoma, zdaj spoh neki tedno še mimo pa to, pa se večkrat... ali spomnim na to, ali pa se pogovarjam s kom, ki gleda to serijo in ja, definitivno najbolj šokantna epizoda. In še dolgo bo verjetno ostalo to. Ne? Pa, zdaj, ko gledam malo, zdaj, ko se malo bolj z druge zorne kota, ko malo bolj umirjeno gledaš na vse, dobro, poleg tega, da je sama epizoda in sami ti prizori oziroma sam ta Red Wedding, da je bil šokanten, mene bolj zanima ta aftermath, kako bi to rekel po slovensko, ja, posledice, nek način, kaj se bo zgodilo Starki, to me najbolj zanima. Zdaj, ko se malo bolj z distance gledam na vse skupaj. Ne. In tako ste prerekli, ne, bo to Arya tista, ki bo prevzela glavno vlogo, ali bo to Bran in tako naprej. Tako da ja, močno je pretresel, ne samo mene, po mojem tudi vse, ki so fani te nadaljevanke, so pretresli z to serijo in dvomim, da bo v naslednji sezoni ali pa v naslednjih sezonah kaj take, kar bi nas lahko tolkno. Mogoče pa, ne vem, ampak
To sem tudi rekel po tistem, ko je Edardu Starku šla glava. Ampak ne, mislim, da za ta učink, ki ga je imela rdeča svadba na ljudi, mislim, da lahko Matevž pove svoj novoletni sklep. Mislim, moj novoletni, za mene se je letošnja sezona končala z Red Weddingom. Jaz nisem še pogledal zadnje epizode in jo tudi ne nameravam, ker nekako me tako ta sezona se tako emocionalno zaključila z Red Weddingom, ker to je bil, mislim, en največjih šokov, ne samo tako znotraj te serije. Jaz sem šel, recimo primer je bil, gledal sem to ob enih po noč, čist sem bil zjeben, hotel sem tako lepo nekaj pogledati, preden bom zaspal, ne. In ker na koncu v bistvu je bila ta čeljust dol nek par kolenih, ne, in jaz sem lepo še do 4 zjutraj premleval, dokler res se nisem zlil v poslo. Mislim, to je bilo disaster. Ampak nekako res se mi je emocionalno zaključila pri tej Red Weddingu in ne morem, sploh nimam motivacije, da bi zadnje epizodo pogledal, ker karkoli bo sam neki zven in bom razočaran. Tako da moj plan za enkrat je tak, da pogledam zadnjo epizodo te sezone en teden prednji štarta naslednja sezona. Ampak to po mojem ne bo zdržalo, ampak tak je plan. Ampak drugače bi se pa dotaknil tudi tega, ker ni to sam, mislim, to, da so Starka obglavili, to, je bil šok takrat, ampak ni bil takšen šok, ker se nekako pripravljali skozi do tega, kot je bil ta Red Wedding. V bistvu. Ampak Red Wedding ni sam pomemben za znotraj Game of Thrones. Mislim, to je v televizijskem smislu, dramaturškem. Po tej epizodi televizija ne bo več ista. No, sej, sem to, da te prekinem. Že sem razmišljal dosti o tem, a bojo zdaj ostale te nadaljevanke serije podobnega ranga sledile temu na nek način, ne rečem trend, ne morem reči, ker to ni trend, ampak temu, kar se je zdaj zgodilo recimo pri Game of Thrones. A lahko vidimo zdaj mogoče v nekem, čisto na pamet govorim, Breaking Badu, nekaj tako šokantnega, ali pa recimo, ne vem, Dexterju ali pa konec koncev Walking Dead in tako naprej. Veš? To me zelo zanima. No? Kaj ti misliš o tem? Jaz mislim, da gre vsi saj Miami, mogoče horeči, ok, naskali brez sončnih očal. Ne, enkrat jih ne da dol. Enkrat jih ne da dol, pa isto. Ja, sorry, me teveč povedal. Jaz mislim, da definitivno, da se bo to zgodilo, ker to izmeram je ta nek chain reaction, tako v filmih, mogoče pa še dosti bolj na televiziji. Ker na televiziji, če se nekaj zgodi, ker je boom, imaš takoj iščejo konkurenčni programi televizije in te serije isti efekt. Ker ta Red Wedding ima tako odmev tudi na družbenih omrežjih, da je to taka zastojna reklama, ki je noben drug ni dosegel. In to je en aspekt v bistvu. Ampak če pa gledamo malo nazaj, v bistvu, zakaj mi danes gledamo Game of Thrones, to nekako isto se je začelo, ker je bil Six Feet Under, ker je prišel nek nov način pripovedovanja zgodbe, so začeli drugi posnemati. In iz tega, če rečemo Six Feet Under, zaradi tega so lahko Sopranoti nastali. In iz Sopranotu je šlo lahko naprej, da smo prišli do Mad Menov, Breaking Bada. V bistvu vsaka od teh serij je premikala stopničko višji. In Game of Thrones je pa zdaj v bistvu naredil to, kar do zdaj ni nobenem uspel. Mogoče edina toliko šokantna stvar pri teh serijah je bil v bistvu zaključek series finale Sopranotu, ki so tudi nekaj novega naredili. Ampak tam so se malo drugače igrali. Ampak tle pa dejansko mi lahko pričakujemo tako brezkompromisno obravnavanje likov in zgodbe in to me toliko veseli, ker tega film ni nikoli doživel v bistvu, kakor zdaj serija to. Da, ne omenimo, da Matevž to večkrat stori pri takih stvarih, da neha pred koncem potem gledati recimo Fargo in neha gledati po prizoru sekalcem lesa. Ja, zdaj že 10 let čaka, da ga bo pogledal. Ampak zdaj bo serija Fargo, pardon. Ja, to je res. To veš, da bo razočaranje, ne? Ampak ker ne more, ne vem, če lahko doživi to, kar je film doživi. Ampak da imamo šli v Fargo. Ker zaključimo tole snemanje, vam lahko nek cukrček dam. To pa je teaser, v redu. A veš, kaj sem se, klej je bilo zelo zanimivo, no? Ampak to resmo, ki je Matevž rekel, da ne bo ta zadnjega dela gledal. Pa sem mislil, da gremo lahko prosagimo, pa da vprašamo, kako ste gledali pač Game of Thrones. A ste si kaj šparali, a ste vsako epizodo sprot, a veš, ali kdaj to rad gledaš?
že to, pa daj pižama, ti začneš, sploh, kot je on rekel, jaz sem pa v redu edin živel ob 2 zjutraj, ker sem mislil, da bom sam nekaj pogledal, še spat. Ampak res, kdaj je caj, a greš nedelja ali pa ponedeljek, ali veš? Ja, takoj, ko se da, jaz ponovadi takoj, ko se da pogledam, kdaj je to mogoče že zjutraj, kdaj je treba čakati do večera, kdaj si v Franciji in potem čakaš 2 tedna, da vidiš. Letos je pa tudi prvič to na tako pravzaprav čakanje, ker sem imel srečo, da sem prvi 2 sezoni sem bil povabljen na to medijsko premiero v Zagreb, ker letos jo zaradi šparanja niso delali, ampak so poslali samo neke polovrčke, zahvalo pomočno, da hvala HBO Adria. Nimajo tvoje velikosti. Vse, so hudi polovarji. Tako da probam čim prej. Je pa res, da potem sem do zdaj pač da je fino potem jih pogledati pa v šusu. No. To smo se tudi že pogovarjali, da dejansko je stvar, ki jo gledaš v šusu. In tukaj bi se mogoče lahko navezal ravno na nek intervju, ki sta ga Benioff pa Weiss dala predvčerajšnjem ali nekaj tazga, je bil objavljen. In kar rečeta, da je and for us what is most enticing about this series is if we're lucky enough to get to the end, there will be 80 hours of screen time with a beginning, middle and a real end, not something that feels like 80 separate episodes. Se pravi, in pravite, da pol tudi ne, če boš dost mazohista, da si už lahko prvošil vseh 80 delov naenkrat, pogledati, dejansko je to, ne, ker nima te neke epizodne strukture, čeprav ima, ne, v vsaki epizodi lahko najdeš nek narativen lokal, neko pač tematsko rdečo nit, ki se vleče zdaj, ali je to izdaja, ali je to odnosi, ali drugi sinovi, karkoli. Vse stvar potem pride, sploh zato, ker potem v tem gledanju, kad gledaš teden po teden, si ti res kakšne te tranzicijske epizode zdijo majhen počasne, ampak vse je pa to predstavljanje figur na igralni plošči, se pravi na plošči za Šivas, da potem lahko pride do unga totalnega razčefuka na koncu. Ja. Mare, kaj pa ti, ki si čist, ki še novice spremljaš, pa to, ti to takoj, ko se da, ali si jih kaj daješ na lager? Ja, ne, zelo podobno, čim prej moram tudi pogledati, zato da me že kolegi na strani kaj skrijo kaj prezgodaj, pa tudi da lahko pol komentarje pucam in tak naprej. Ne, čim prej pogledam, ponovadi je to sicer v ponedeljek zvečer, sem pa tudi že kdaj malo kasneje šel na šiht, pa sem zjutraj pogledal. Prvo epizodo sem videl naprej, en teden prej na nizozemski premieri, sem imel to srečo, da so predvajali tudi zame. To je bilo fajn, sem pol je bilo treba čakati, jasno. 14 dni, ne? Ja, 14 dni, ja, to je bilo malo dolga. Ampak dobro, se pol vmes smo imeli tudi 14 dni, ko smo čakali na 9. epizodo 2 tedna. Sem pa pred kratkim zdaj v 2 dneh pogledal celotno sezono še z 2 prijateljoma, ki nista gledala prej sproti. Tako da je bil dvojni užitek. Prvič to, kot je rekel Pižama, da le deluje res najboljš, kadar je to v enem kosu več epizod skupaj. Drugič pa to, da spremljaš nekoga, ki nima pojma, kaj se bo zgodilo. Ja, sploh pa red wedding. Boki, kva pa ti? Jaz ponovadi te serije rad gledam, da malo počakam in polko v bistvu serije gre proti koncu sezone, da začnem gledati eno za drugo in tako nekako probam priti skupaj z recimo zadnjim ali pa pred zadnjim delom sezone, ne, da nekako zaključim hkrati, kot tudi zaključi sama serija, kadarkoli je pač na TV. Čeprav pri Game of Thrones pa to nisem zdržal in sem tedensko gledal. Ne. Res. Mislim, da je zdaj že 2. sezona zapored, da sem nekako tedensko, čim je bilo to zunaj, sem to kar pogledal in drugače pa rade volje bi zdržal in pogledal hkrati v enem tednu, recimo po 2 epizode na dan ali pa kaj takega. Ne. Ampak ni šlo. To se splača pa gledati, ko imaš Blu-ray doma in čeprav te HBO-jevci, kdaj se zdaj bo nekaj marca, kdaj pa februarja, ko izide pa Blu-ray, res ono, lahko, a si ga lahko za Miklavža prvošem. 18. februarja, verjetno še malo kasneje v Evropi, tako da bomo čakali še. Ampak jaz sem zaradi tega kupil Blu-ray player. Tudi jaz. Ja, ampak razmišljam pa, da bi šel zdaj gledati spet nazaj 1. sezono, ker je kaj dolg premor in poleg tega, da bom začel brati knjige, zdaj malo hvala še enkrat Pižama.
official zahvala tebi. Ampak tudi rad bi šel gledati nazaj epizode. Sploh zadnjič, ko sem videl tisti mix z Seinfeldom, a veš, ko sem... To je Mateoš poslal, ne, se mi zdi, ja. Nisi res dobro. Jaz sem pa zgrešil, moram si falil. Takrat je bilo nekaj odlomkov tudi iz prve sezone, oziroma čisto od začetka in me ima prima, da začnem gledati spet od začetka. Ker se mi zdi, da sem dosti stvari zamudil, ki jih zdaj bolj vem in ne da sem zamudil, bo tudi nekatere stvari zanimive, te odnosi med temi glavnimi liki in tako naprej. In bi z veseljem še enkrat pogledal, upam, da bo časno. Ja, pa sej to so te serije, ki imajo res toliko likov, ne, da je, če jih še enkrat gledaš, dejansko se pač več zveš, no? Jaz mislim, da bi čisto druge, ko je zorne kota zdaj vse to videl, kot zdaj, recimo, zdaj, veš, malo nekaj že pozabiš teh detajlov, vsega se normalno ne spomniš in bi zdaj, po mojem, čisto iz enega druge zorne kota gledal, ko vem, kaj se je zgodilo do zdaj, sploh recimo zaključkom tega, zato s tem Red Weddingom na koncu, ne? In bi bilo zanimivo videti, no, in mogoče pa se lotim gledati še enkrat od začetka. Mateoš? Jaz sem pa do zdaj imel zmeren z Game of Thrones, jaz nisem o Game of Thrones pred serijo nič vedel. Evo, priznam, danes tukaj uradno. In v bistvu je bilo zmeren tako, da sem pogledal 2 epizode, pa nisem več gledal dokler se ni zaključila sezona in pa sem pa v šusu pogledal. Ampak to sem zmeram tako polet, tako ki se je končal, vse skupaj pogledal. Letos je bilo pa prvič po zaslugi tudi glav, da sem začel sprot gledati, ne? Ker preden smo mi snemali to, ker sta me povabila, da posnamemo epizodo, sem jaz bil v zaostanku s 5 epizodami in takrat sem jaz šprintal, da sem prišel sinhrono z vama in od takrat naprej mi pa zelo tekne gledati tako enkrat na teden. Ker ista stvar se mi dogaja zdaj pri Arrested Development, ki je pa še bolj čuden, je pa to, da pogledam eno epizodo, pa 14 dni pauze ali pa 3 tedne, pa pogledam drugo, tako se počasi doziram. To pa je samo kontrola. Okay. Ampak to moraš itak pol tega Arrested Development, bo treba zdaj te drugo gledanje, ker pol to moraš itak 3-krat gledati, da vse pogruntaš v nekaj se je dogajalo. Moj plan je, ker zdaj to končam, to sezono grem nazaj na prva sezona in ponovi vežbo. Tako da zdaj je v bistvu mi zelo pasal, da sem Game of Thrones gledal enkrat na teden in po mojem bom tako tudi nadaljeval. Seveda bom pa zdaj začel, oziroma sem že začel brati knjige. To je pa noro. Tako že 2 konverta, veš, ja. To je zmerno dobro, ne. Zdaj pa, ker smo samo hvalili, ne, da ne bomo samo hvalili, bomo šli še enkrat na okol, pa bomo, damo isti vrstni red. Ne, jaz bi bil prvi, prosim, da mi kdo ne ukrade, ker možno... Ajde, Boki, mislim, da se glikar javo. Jaz bom pokomentiral Jon Snowa, zato ker on je pusi, v redu. Ne, ampak to je dosti zanimivo, da smo sever res čisto izpustili. To pa Tyriona se mi zdi zanimivo. Bizarno. Res se mi zdi bizarno, da Ben ni stopil. Vsi smo vsi hoteli, vsi smo tako gledali, Tyriona bomo vsi rekli, dajmo... Ja, Snova po mojem Ben ni zadovoljen ta let. Ne, pa Jon Snow ni nič se zgodilo od prve sezone z njim, mislim, to ga pelejo enega cucka. Mislim, nič se nagaja, dejansko res je zelo pasiven lik, ne. Tudi, ker zdaj v tej sezoni se v bistvu nekako kar dosti dogaja z njim, ampak pismo... Ni pa nekega zaključka, no. Jaz nisem videl zadnje epizode, ampak do Red Weddinga nisem imel tega nekega, da bi ga nekako tako lepo zaokrožil. Ker on je tudi en od potencialnih prestola naslednikov, če tako govorimo. Pa proto-emo. Ja. Pa proto-emo, ja, se to. No, ampak kde, Boki, elaborate. Se je že rekel, on je pusi. Jaz mislim, da je lahko s tem zaključil, ampak ajde, dobro, recimo, preveč menca levo-desno je boljši. Ja, to so najboljši one-lineri. Ja. Ne, tisti, ki poznajo nadaljevanko, oziroma mislim, tisti vejo, no, da pač zelo se mi zdi tako, da se ne more nikako odločiti, kaj res hoče, no. Ali pa je to pametni igralec, oziroma to igralec, da res skriva, čeprav dvomima, ne. Ampak se pa tudi letos po določenih prizorih tudi on počutil lažjega med nogami. Ja.
Ja, super za njega. No. To je res vrhunsko. In še pol na koncu. Najbolj me pričaral na koncu unega strela z lokom, mi lahko pomagaš z imenom, prosim. Igrit. In tako je. On pa, but I love you, ma bejš ti nekam. Mislim, pravno, kokor je na začetku bil ful tak, mi se mi zdel tak cool, pa to je smisel, da neki bo z njega, pa to me pa zdaj čisto razočaral. Odkar je šel doma, ne da je postal bolj moški, ampak postal bolj pusi. No, da, ampak glej, jaz ne vem, verjetno on ostaje eno od srednjih likov in nekako res, oziroma odkrito, no, mislim, brez zabanci, upam za njega oziroma za lik, da se bo razvil, da bo neki iz njega, ker se mi zdi pa vseeno, da ima potencial tip, no, nekak tak feeling dobivamo, ne, da je lahko kaj iz njega. Ampak glej, bomo videli, jaz upam, da me neha konstantno razočarati, oziroma da bo enkrat malo presenetil pozitivno. No. To je pa kljunčkov z orlom. Ja, vse to je. Ja. Marek, kva pa ti? Pa, ne vem, težko rečem, prav razočaralo me ni nič letos, ampak ne, mogoče dramaturško, to lahko Matevž tudi poje, ta Brenov lok, mislim, ni bilo nekega loka, pač potuje do enega cilja, nekako pride, ampak se spet, ne vem, no, mama se je razvijalo, jasno, dva nova lika sta prišla zraven, ampak nekako ni bilo nekih napetosti, nekaj smo zvedeli o zadju oziroma kakšne so njegove sposobnosti, ampak najboljši prizori iz njegove zgodbe so bili tam, kjerkoli se je njegova pot križala z drugimi zgodbami, se pravi, da ko so bili v tem razpadlem mlinu, pa John pa divježi spodaj, ali pa ko so se srečali s Samom ob zidu, ne, tam se je spet začelo nekaj dogajati oziroma se je ustvarila neka dobra energija. Drugače po poti, ko so potovali ti prizori, pa nekako niso imeli tega. Tam bi mogoče lahko, ja, jaz sem feeling, da bi Brana bi lahko sploh v navezi z Jojanom, bi ga lahko uporabljali tako, kot so ga, se pravi, temu, je to v 10. delu, ne, tega podganjega kuharja omenil. Se pravi, da bi oni mogoče med to svojo potjo, kjer se ne dogaja spet to, da bi oni lahko malo tega, to zgodovino, pa te mite same dežele raziskovali, da bi dejansko oni lahko majčkan med sabo debatirali, ne, in bi imeli tak malo backgrounda še, no. Mislim, da bolj pofilajo svet, ne. Sam veš, koliko je to dolg cajt v seriji gledati? Ja, da večkrat ponoviš, to je pa tudi res, ne. Da je vsakič zgodbica, ne, je pa tudi mogoče malo. Ja, ampak se daš neko dogajanje zraven. Mislim, meni je ta storyline s Brennom v bistvu zelo spominjal na Lord of the Rings in Hobbite in na te ljudi, ki hodijo od točke A do točke B in ne veš, zakaj 3 ure hodijo, ne. A to sta vidva z Mojco kdaj debatirala o gospodarju? Nisva še, ampak dejansko... Zelo bi se ujela. Ampak to res, mislim, razen to, da je pri njemu bil ta razkritje, da je pač vstopil Hodorja noter in v bistvu ta nek svoj dar pokazal, to je edina stvar, ki je bila tako prisotna. Ampak dejansko pa nič, ne. V bistvu mene ni tako kot, če zdaj kar uskočim, kjer lik bi me razočaral, mislim, tako en je bil Bran, na nek način, ampak ne tako Bran kot tak, ampak v bistvu ta scena, ker so oni v tem mlinu in Jon Snow odzuni. Mislim, to je, jaz bi tem rekel lazy storytelling, v bistvu to, da se eni srečajo, pa se ne srečajo. Smisel, da bo več izkupička v tej sceni, no. Na koncu pa ni bilo. Ja, dotaknejo se en drugega. Dotaknejo se, mogoče se ne vidi toliko. Knjiga je tudi približno taka, sam da tam dejansko pa vidimo skozi te volčje oči in to varganje v volkove, da imajo vsaj to nekako, je malo bolj tako razložen, kako imajo pridajo, ne, ampak po svoje je pa spet una, ne, tako, bi rekel, to srečanje, to je tako kot tle pri Ari, ne, ki se je skoraj da srečala z materjo in brata, se pravi, lahko bi bilo in ni, ne, se zgodi, veš, kolikrat se tebi zgodilo, veš, da si čakal od 15 do 5 pred računalnikom in si po eni uri klikanja 15 do 6 ugotovil, da ne boš dobil kart. To je še take travme. Je pa recimo, mogoče gor na severu, če smo ostali, če bi se sam smel tako rekel,
Pa ni bil razočaran, ampak en tudi tak pozitivni, ki se mi zdi, da je naredil nek preskok naprej, letos je pa Sam. Sam je pokazal majhen tega poguma. Itak, okay, na začetku čisto prpa, ne, tam po tisti neuzrti bitki z neživci pa belimi hodci, ampak potem, kako se potem od te Mormontove smrti, ki moram reči, tiste je bilo tudi zelo tako brutalno, ta in Mormont in Craster, kako sta končala tam tudi tako takih bolj presledljivih prizorov, kako je tam Mormont je res tak slaboritnež, kako z nožem v hrbtu se zagrab za vrat, ne boš ti meni tlele, ne vem kaj majav. Kako potem sam ne vsem skozi svojo sramežljivost nekako najde to moč, da pomaga tej žilki in skrb pobegnete in seveda tisti podprizor, kjer bolj po naključju kot ne je ugotovi, da s tem bodalom iz obsidijana, iz marskega stekla lahko ubija bele hodce. To je tak moment, tako je škal, kaj lahko naredim, tako kao una v Mars napade, ka bakica po nesreči iztakne slušalke, pa ni spera. Ja, samo ona je tudi pozab slušalke pol tam, ko sem s tistim nožem. Ampak ste se pa videl, da jih ima še polno malo. Ja, sam ti si, jaz to mislim, da je čisto vsak, ki je rekel, vzem nož s sabo. Ampak pa on, stari, smo tle še polno, Ja, se smo rekli, Ginsu, ne. Kaj pa ti, kje smo zdaj? Če prve, pa ne vem kaj, tako da bi me... Mislim, da je bilo to, kar smo že rekli, omenjene neke te stvari, razočaranja. Malo mi tako, mogoče ta Loraslova zgodba, no, tle sem pričakoval, da bojo njega mečkam, pa zdaj ne vem, kam ga bojo pelali, se pravi, s tem hotel so ga dati not, ga bojo Starsej še zmer kaže, ali ga bo, ali se ne boste poročila, ne poukovna debata, ne vem, saj jaz sem tako zelo dvoumno razumel tisto je bilo tudi tem boljših prizorov, no, ker se Tywin Lannister pa Olenna Tyrell lepo med sabo dobacivata. Sploh zanimivo je, koliko smo spustili vsi ta kraljevi pristanek, kjer je bilo kar neki hudih debat. Ne? In recimo tudi en tak šok presenečenje za nas, tako, ker smo mislili, da itak sta Benioff pa Vaj zaljubljena v Esme Bianco in bo Ross trajala tam, da bo polka bo konc Game of Thrones, bo sta ona še posebej eno serijo naredila Ross das Westeros in polka se bo to izteklo še Ross das Free Cities pa Ross das Slavers Bay, da je trilogija. Potem pa bum, kar naenkrat konc. To je bila ena taka, ki mislim, da jo nismo pričakovali, ker smo vsi tako gledali pismo, neki imate en načrt, sploh, ki ste jo ufurala kot to neko playerko, počas noter, ne, ampak sta tudi pokazala, lej, lahko probaš sam, ne bo. Ej, Šej, daj tole bom Vajo vprašal, kakšno se vama zdi, videla, ker sta brala knjige Marvel, pa že Šej. A jaz lahko nekaj o Šej povem, kar sem zvedel, pa nisem vedel, pa sta vidva zihar vedela. No, povej. Ona je pač igrala v nemških filmih Kočljive morale, ali kako se temu reče. Tako je, ampak potem je igrala tudi v filmih Nekočljive morale in prejela nagrade. Sam nisem vedel, da je začela v svojo kariero v filmih Kočljive morale, nekar me je to en kolega me na to opozoril in imela prej večji nos. Pa zdaj nima več tega nosa. Nima več Jamie Lannister. Ja, nima več Jamie Lannister nosa. A še kašna je glede ne vem, da tako... Meni je v seriji boljš, če sem čisto iskren. Zaradi tega, ker je, mislim, da se je tudi malo več mesa dal pač v knjigah, ne. In je, ja, jaz ena bolj prijetnih presenečenj, ker so enemu dal več mesa, kot v knjigi. Mare ti poveče. Ja, se strinjam, bolj je zanimivo. Tudi bo zanimivo, kako bo zdaj naprej speljala, ampak ja, ker v knjigi vidimo jo skozi oči Tyriona vedno. In je res kot neko stranski. Ja, nikoli ni zanesljivo. Pač njun odnos vidimo sam skozi Tyrionovo prizmo in jasno, da je drugačen. Zdaj skozi serijo pa lahko mogoče boljš razumemo njun odnos, pa kakšna je narava odnosa.
tako da po moje gradijo kar dobro to. Zanimivo bo to ljubosumje, ne, do Sanse, kaj se bo zgodilo s tem. Smo še to. Če kdo mora še kakšno razočaranje? Jaz lahko edim to povem, da moje razočaranje je bilo temu, tako bom se na Bokija navezal, ki je Greyjoy pač omenjal, ne, da so jih vsaj to sezono, kar se meni tiče, premalo ponucali, ne, in tako, kar ponavljam, zdaj že par epizod. Če ne bo ladje, bom iz enega udaril, ker me je strah. Moram reči, da me je strah, upam, da bo. Mara me je zanj strašil, da mogoče ne bo. Demo ladjo pripeljati in to je še ne bo šel kaj v Dubrovnik in urbiral na prizorišče gor. Ja, to je, ko bo jaz snemal, bom scal zraven, nekaj dejstva. Matejoš pa Boki ne videl, ki še nista brala knjig, ne. Prosim, dejta imeti, tako, malo pričakujte neko ladjo, vam je to pol povedala, če vam je toliko kul kamen. Jaz sem zaljubljen v tisto ladjo. Tako da, ampak ne bomo, zdaj to je že pol spoilerji, mogoče za naprej, pa gremo raj malo naprej. Pa v bistvu, ko že gremo naprej, pa imamo res malo za naprej gledati, ne? Naprej, preden gremo naprej, mogoče čisto en tak, to boš dal te linke. Linke, vse bo. Pa tega intervjuja z Benjofem Nevajsom, ena taka zanimiva stvar, ki sta rekla, da kaj, recimo, kako se z Martinom, ne, predvsem zaradi tega efekta metulja, ne, ker eni liki so tle, eni preživijo, eni združijo, da Martin res živcira to, da se bojujejo brez čelad ljudje. Ja. Da je pač, ampak ne da pač sorry, to je film, moramo videti, ne, ampak da to je ne, pač dejansko se zgubi mečkan tega realizma, ne, se još stani tam brez čelade, gremo gor in tako, ampak posla je pa razumeš, ne, če si z nekega tega filmskega stališča, da je fino videti te obraze, kaj se jim dogaja. A je mogoče to koga od vas drugih zmotil to, da so v kakšnih teh trenutkih bolj tako, da imajo obraze odprte in ranljive? Jaz sem ponovadi zelo dlakocepen glede tega, ampak moram reči, da meni tudi do zdaj, ki se ti omenil, tudi pomislil nisem o tem. Tako da sem čisto... Enako, ja. Tako da to mi čisto naravno, v bistvu, ne vidim nekega problema, pa imam hude probleme, recimo v primer Star Trekom, novimi filmi, kako vesoljske ladje iz vesolja strmoglavijo na zemljo, pa take stvari ne. Čas je eno od njih, ki misli, da v Star Treku vesoljske ladje ne morajo leteti po atmosferi. Ne. Aha, to je v redu. Jaz sem en tistih, ki pač ne morejo, kako lahko iz vesolja pikirajo na zemljo, kje je ta gravitacija v vesolju. To razumem. Ja. Ok, to klesi se rešil, v redu. Boki Mare, še vidva, a sta kaj tako porajtala, pa ne zdaj mogoče sanče lade, ampak čist kaj, da... Kaj tako, zdi se mi, da epsko so šli malo več naprej, ne? Še zmer bitk ni tok, kakor bi si jih človek želel, še zmer kakšno tako masovko bi človek pričakoval. Ja. Dejte nam. Zelo hiter, mislim, nekako preskočijo te bitke, oziroma same detalje teh bitka, ne. Dostkrat se je nek... napetost narašča, pride do kakšne bitke, pa kakšne spopada, pa je pa nas že kar konca, ne, veš. Tu če kažemo za zadnjo bitko, kjer je Daenerys osvojila to mesto na koncu in sicer tistih par scen, ko so se bojevali, če mi lahko pomagate, ta Grey Worm, pa Mormont je bil, ta Jorah Mormont, pa ličnice. Tako, ličnice. To je bila cool scena, ne, zelo super narejeno, ampak polkar naenkrat so oni že kasneje prišli nazaj v šotor, ker Daenerys in mesto je bilo osvojeno, ne, se pravi, ni bilo tistih večjih nekih spopadov, pa tega ni pokazala, ne. Tudi ne verjamem, da so sami trije vse zrihtali, ne. Čeprav tam reče, da so se pa služni uprli. Ja, ampak malo več, da bi pokazalo tega, ne. Na primer, sem desno kot primera, ne. To malo manjka, ne. Drugače pa same te medsebojne odnosi pa te zgodbe, mene vsaj toliko zasvojijo in toliko pretegnejo, da je moje razmišljanje čisto o tem in nekako ne pogrešam preveč teh detajlov, ko sta vi prereka čelad pa tega, ne. Vse do zdaj nisem, zdaj ko ste vi omenili, bom pa itak sem to gledal, kdo ima čelad. Jaz bi tle še rekel, gledate epskosti pa teh bojen, mislim, mi ne smemo pozabiti, mi gledamo serijo na televiziji. Ja, se to. In to, kar oni s tem budžetom delajo, to je vrhunsko. Mislim, da ti gledaš to kompleksno pripovedovanje zgodbe, pa da imaš še tega, mislim,
filmi, ki ima 250 milijonov budžeta, se ne približajo tem, kar ima ta serija v bistvu. Pa ne govorim zdaj o teh borbah, kot Lord of the Rings, ki ima vrhunske boje in vse, ampak ljudje hodijo od točke A do točke B. Ja. Zdaj vidim, kdo mora biti v unih glava, ki se Lord of the Rings zalotno. Nate zdaj, zato ker ima doma celotno trilogijo na DVD-ju. Odlično. Gremo malo naprej, pa kaj Mare takle zahaklamo, če kdo ve, on ve. Dobro, kaj veš, da lahko poveš, brez da je na kakršen koli način spoiler, bo tako začel. Ne, mislim, kar lahko povemo, smo dali že na stran, je že vse na novicah, ampak v bistvu kakšnih posebnih teaserjev še nimamo. Čez en teden začnejo snemati in takrat bomo po moje začeli kaj zvedeti vsak teden nekaj novega, če bo kdo kaj preveč povedal na setu. Videli bomo po moje kakšen nov lik, oziroma ne nov lik, novega igralca, ker zdaj čakal približno čez en teden bojo začeli v Belfast in pol bomo dobili kakšne fotke ali pa poročila, da je kdo videl koga z znanim igralcem iz serije, pa s kom so šli na pir, pa tako. So McKenzie, ne? So tako, McKenzie Kruka z Orela smo zvedeli prej, ker se je pač družil z igralci serije in smo hitro pogruntali, da so ga kastali. Da ni to tako kot en tak Vujočičev kolega, kam ga sabo pripričal. Da je ta bo zdaj z mano na snemanju. Imamo pa eno vlogo veliko od teh, ki bojo se javljali, je pa oddana, Rdeči gad. To je pa ena večjih novih vlog, ki jih čakamo zdaj za naslednjo serijo in ga imamo. En ameriški čilenec je to Pedro Pascal. Zdaj, kakšno vlogo ima, no ja, nekaj stvari lahko povemo. Kar je zanimivo je, da se bo zdaj svet Igre prestolov še malo razširil, še na zadnji del 7 kraljestv, ki ga še nismo srečali, ker od tam prihaja ta lik, to je Dornija, čist na jugu. Tja so poslali Myrcelo v prejšnji sezoni in zanimive zadeve se dogajajo tam in počasi bomo dobili uvid tudi v ta del kraljestva. In z njim smo končno dobili potem zdaj povezavo z Homelandom, ker bo tudi v 3. sezoni Homelanda bo on gostujoči igralec. Kjer kralj, HBO in Showtime, veš, to je pa, Ej, Mareš, koliko časa ponovadi snemajo recimo eno sezono, kako to traja? Imate mislim, me to zanima čisto, kako to traja, ne vem, mislim, sploh nimam predstave, no. Do decembra približno snemajo. Prvo sezono so snemali nekaj dlje časa, ker so morali pač lovili so se malo še in je bilo treba izkoristiti vse možne dni. Zadnji 2, se pravi 2. in 3. so pa končali nekje na začetku prvi ali pa 2. teden decembra. Se pravi nekje pol leta, kaj traja? Pol leta od zdaj do takrat, ampak to je sem snemanje. Pol pa postprodukcija je pa še v bistvu še poteka, ko je že premiera prve epizode. Dej Matej še zvoni. Tle bi jaz sam še rekel, ker se tiče glede snemanja, ampak to je bolj velja za te high-end serije, kot je Game of Thrones, ali pa ne vem, te druge večje, ki traja pol leta, ampak to je nekak produkcija, pol leta traja ta snemanja, ni to snemanje vsak dan, ampak oni se morajo tudi seliti po celem svetu in tle vmes so neke lukne, tako da ne snemajo vsak dan, ampak po moje, kar ko bi rekel, enih od 100 do 150 snemalnih dni. Ja, pa oni imajo 3 ekipe, 3 unite, ki sporedno delajo. Ampak režiser je pa eden samo, je pa na vseh lokacijah. Ne, režiser je ponovadi v serijah ameriških je tako, da en režiser podpiše za 2 epizode. Aha, to sem pa že videl, In pol v bistvu en režiser pripravlja 2 epizode in naredi 2 epizode, istočasno že naslednji režiser pripravlja
za naprej. In tako v bistvu oni delajo od ponedeljka do petka, vikendi so ponovadi fraj in samo v bistvu edina, ki se zamenja na vsemi seriji, je v bistvu režiser pride drug. Snemalec, cela druga ekipa isto ostane. Tako je ponovadi pri teh američkih. Čeprav mislim, da tle so imeli to, da so režiserji neke te svoje ljudi vozili noter za, recimo, te za luč pa... Ponovadi je tako, da ima nek režiser, reči producent, ali imam frenda, ki je snemalec ali pa DOP, pa mislim, DOP-ja ne, ampak lahko zaradi tega kamera operatorja ponucajo. Pa DOP-ja so tudi svoje pripeljali. V bistvu že v paru so jih skupaj bukirali. Ja, ampak to ni navada. Ponovadi producenti imajo ful radi, da je isti DOP, ker da je ta nekak končni izgled cele serije isti. Tako da ni to lih stalna praksa. Ja, tudi manj prostih rok imajo lih zato, ker je serija. Imajo pa dobre te... Kdaj torej pride nova sezona ven? A se že ve? Datum ne vem, če je že. Datum ni, ampak... aprila, tam začetka aprila. Začetka aprila. Se moramo skoraj neto čakati, ali kaj? Ja, to je mesec, Recimo, eno zanimivo tudi to pri snemanju, kar si omenil, kar si vprašal prej, Boki, je to, da je v tem zadnjem intervjuju z Benioffom pa Weissom sta pravila, kako da oni so ko so prvo sezono delali, so se še lovili in da so malo se zakalkulirali in so imeli tako, ko so na koncu so se stavili nadaljevanko, skrb so bile tako epizode dolge potem 45 minut sam in da so potem šli dodatno še pisati neke te intimne prizore z po 2-3 igravci in da so dejansko ker so tudi eni boljših teh prizorov, rada recimo ta pogovor med kraljem Robertom pa Cersei, pa to ste rekli, da to je dejansko bilo vse naknadno posneto zato, ker so rabili dodaten material. Ja, lepa. Mare, še to, ki si prej rekel, ko bo začel snemati, kdaj se gre lahko v Dubrovnik, pa da kaj vidiš? Pa ne samo Dubrovnik, Split. Pa Split bo tudi, ne? Split, ja. Zdaj, če boste kaj po Dalmaciji hodili, v Dubrovniku bojo od 20. augusta do 20. septembra, se pravi cel mesec, na višku sezone, tako da se splača iti tja. Potem pa takoj se preselijo v Split od 20. septembra do 10. oktobra, to smo zvedeli. Ok, jaz na Eurobasket ne bom šel, grem v Brnik. To je še na naslov. Jaz na Eurobasket. Vemo naslovnico ekipe jutr, ne? Kdo bo poklical obrez? Ne, ampak resno, bi pa ful rad videl enkrat ta set, kjerkoli, smo se imeli nekaj z Matevžem, da upam, da bomo enkrat šli skupaj pogledati, ampak še najražje pa res videl Game of Thrones, kako to zgleda, no, to pa res. Ja, gremo statirati. Zdaj se lahko tudi mi statiramo, zdaj smo konca, zdaj smo ista država. Ja? To je res, Ja, bo še lažje za produkcijo, evo. Ja, valjda. Ja, no, še na nekaj... avtorsko pogodbo pa ne juriš več, to je... Ja, ko govorimo o lokacijah, to je tudi ena specifika spet te serije, spet še malo drugače, kot je Matevž rekel, je tudi to, da morajo recimo na Islandiji snemati, pa imajo eno okno 3 tednov, recimo v prejšnji sezoni in so bili vsi režiserji naenkrat tam in so posneli vse prizore, ki so bile snemani na Islandiji, nekako hkrati v enem kosu, tako da imajo še dodatne komplikacije s tem, kako bojo koga bukirali ali pa kakšen urnik bojo sestavili in tako naprej. Tak da jih občudujem. Zdaj letos bo pa Islandija prej, ne? Islandija bo polet letos, že konc tega meseca, tako da bo zanimivo, zakaj jo bojo ponudili. Verjetno pač zdaj bližina zidu, ampak z kontra strani, ne? Tako, da je mrzlo, ampak manj mrzlo. Ja, ni glihuno delač stran od zidu, ne, kjer je tista pest prvih možnosti. Ja, to smo že zelo blizu spoilerjem. Pač, da bojo pokazali, ne, tam. Zna biti. Se vemo, se Bren je šel zdaj čez, ne? To je res, ja. To mislim, da to je to. Itak, jaz sem že nehal gledati na uro, že ne 3 epizode nazaj, ne. Kje smo? Na uri in 3 minutah. Ja, to mislim, da je čisto redo. Zdaj pa bomo naredili cel krog, kje se koga najde, pa bom originalen krog. Mare, prvo ti povej. No, za vse novice in govorice o seriji se oglasite na winteriscoming.net.
Plus še en podcast imate vi, ki je v angleščini, ne? Tako, to je del strani, sicer lahko greste prav na stran podcasta, Game of Owns se imenuje, ampak tudi vsako epizodo objavimo na naši strani. To je ekipa, ki je ustvarjala že prej, preden se je pridružila nam, smo jih zbrali, ker redno producirajo te dobre oddaje, vsak teden 3, tak je njihov načrt. In zdaj trenutno med sezono berejo knjigo in so zdaj na drugi knjigi, da štirje ustvarjajo ta podcast, 2 sta prebrala knjige, 2 ne, in zdaj berejo skupaj naprej in primerjajo s tem, kar je bilo na TV-ju in tako naprej. In so zmeraj so zelo zabavni in jih je fajn poslušati. Čak malo, oni dejansko berejo knjigo v etru. Ne. Preberejo pred epizodo in pol debatirajo to. Take polurne epizode so do 1 ure. Jaz sem mislil, da smo najdeli na podcastih že Kaufmana, tako da... ne delajo tega. Ajde, Boki, kje se tebe najde? Na Twitterju @BokiNahbar, drugače, če me hoče pa kdo živo spoznati, bom po poleti v Dubrovniku. da Boža Markovič pride dol. Pa jutri na naslovnici, ne? Lepa. Malkica mora biti. Luzar, povej. Ja, googlati kar, no. Drugače Twitter, Facebook. Če pa pogooglate, me pa najdete vse posod, kjer sem prisoten. To je to, sam Matevž Luzar in to je to, na Juriš. Ok, pižama. Afna pizama na Twitterju www.strizvedans.com za branje stvari daljših od 140 znakov. Anže? Na Twitterju afna.nzt, drugač pa aparatus.si. Zdaj je prva stran tako narejena, da se oba dva podcasta. Oba legitimna podcasta. Grem zdaj pogledati. Ja, pa je pogledati. Poglej to perfektno sredinsko poravnavo in lepe WordPressove črte. Že je potegnil take črte, kot bi 3 poletja zapored delal na ljubljanski obvoznici. Ja, še zmeraj. Ampak to kot tu z rdečo pa zeleno zastavico, ne z mašino za črte. V glavnem, kva sem hodil povedati. Slišimo se spet čez 14 dni, ukvarjali se bomo s prvimi 3 deli Lutra. Zdaj, ko to snemamo, je dan pred novo epizodo Lutra, novo serijo. Lutra, ko boste to poslušali, bo prvi del že zunaj in potem čez 14 dni bomo predelali prva 2 ali pa 3 dele, koliko nam jih bo uspelo pogledati. Idris Elba, potem ta, ki igra Alice, kaj ne vem, kako je ime. Ja, sama ričasta, sem. Ja. Luther, v glavnem, bom dal tudi link v te glave, tako da če koga zanima, ne gleda, pa pol čez 14 dni. Gritty London. Tako. To je super, mislim, super serija za počakati do aprila, ne? Dejstvo. Ampak ima pa še manj delov. Ja, se to je. Zdaj pa vsi rečete adijo, pa da vidimo, kva se zgodi. Bomo rekel 3-4 zdaj, ajde, 3-4 zdaj. Adijo. Pa da vidimo, kaj se zgodi. Ok, ajde.